Danes pri sveti maši slišimo. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel, mir vam bodi. Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je, kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potiplite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz. Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Že pred 2 tednoma smo praznovali Veliko noč. Spominjali smo se tistega najpomembnejšega jutra v vsej zgodovini, ko so Jezusovi prijatelji odkrili, da je grob prazen. Videli so tudi njega samega in se prepričali, da ni več mrtev. Rane so bile še kar na njegovem telesu, a bil je živ. Bili so neskončno veseli. Čeprav so videli na lastne oči, čeprav so z Jezusom jedli zajtrk, čeprav so se ga lahko dotaknili, ga objeli, je bilo vendarle težko verjeti lastnim očem. In čeprav je bilo vse jasno, so se v njihovih srcih še kar prebujali dvomi. No in danes so se nenadoma spomnili, da Jezus pa mogoče sploh ni resničen, ampak je samo nekakšen duh, nekakšna prikaze, nekakšen avatar. Jezus jih gleda, jih posluša, zdi se mu nenavadno, da mislijo take smešne reči, ampak ni jezen nanje, ne všteje jih, ne zavzdihne, ni razočaran, ne obupuje in ne reče, joj, kako ste počasni. Jezus razume njihove dvome in jim lepo razloži, da pač njihovi dvomi nimajo smisla. Daj jim roko, prikazni pač ne moreš dati roke. Z njimi je, prikazni in duhovi ne jedo. Jezus jim skratka pomaga k veri. Glejte, gotovo se tudi nam zgodijo dvomi, a ne? Gotovo kdaj pomislimo, a je vse to res? Je to sploh mogoče? Veste, dvom ne pomeni, da nisem veren. O dvomih moram le povedati Jezusu. In tudi meni bo potrpežljivo pomagal razbliniti moje dvome. Tudi meni bo pomagal okrepiti mojo vero. Jezus, skupaj z mojimi prijatelji na drugi strani zaslonov te ta trenutek prosim, razblini vse naše dvome in okrepi našo vero, da bo trdna in močna. Amen. Lepo nedeljo nam vsem želim.